Trikotna glava, kvadratno telo. Ustvarjalna delavnica ob razstavi Zgodba o lesu in glini. Te dni v ljubljanski mestni galeriji na ogled razstava Slovenske akademske kiparke Dragice Čadež. Sprehodili smo se skozi leseni gozd umetničinih skulptur ter med razstavljenimi deli poiskali navdih za ustvarjanje. Dragica Čadež rada ustvarja v lesu. Njeni pogosto abstrahirani kipi so izdelani iz desk, letvic, hlodov, tramov, najdenih korenin ali vej. Pri njihovi izdelavi, od človeških in živalskih figur do povsem abstraktnih skulptur, pa pogosto uporablja tudi glino. Odločili smo se uporabiti enake materiale kot umetnica, ter se preizkusili v ustvarjanju človeških figur. Odmaknili smo se od realnosti ter se odločili, da sveta, ki nas obdaja, ne bomo popolnoma posnemali. Po zgledu abstraktnih umetnikov smo si dovolili naše figure abstrahirati. Človeška telesa smo poenostavili ter jim dali drugačne oblike in samo svoj izraz. Kot umetniški material smo uporabili lesen kuhinjski pribor, žlice, vilice in nože. V galerijskem depoju smo poiskali koščke lesa in lesene ščipalke. V roke smo vzeli glino ter si iz kuhinje izposodili nekaj pripomočkov za lažje oblikovanje glinene mase. Nož, žlico ter vilico. Našli smo tudi lesene zobotrebce in vrvico, ter za vsak slučaj pripravili še žebljičke ter škarje. Pred začetkom dela smo svojo mizo zaščitili s plastično podlago. In za ogrevanje naredili molekulo virusa. Zdaj pa zares. Glino smo najprej dobro pregnetli. Če je tvoja glina pretrda ali izsušena, jo lahko omočiš z vodo. Če pa gline nimaš, lahko uporabiš tudi plastelin ali drugo modelirno maso. V roke smo botle vzeli izbrane lesene pripomočke in se poigrali z možnimi kompozicijami. Za telo naše figure smo se odločili uporabiti leseno deščico, oglata kuhalnica pa je postala glava. Za pritrditev kuhalnice na deščico smo uporabili kar vrvico. Lesene vilice so se izkazale kot nadvse uporabne za izdelavo figurinih rok. Da naš leseni mož ne bo tako majav, smo se odločili narediti še podstavek iz gline. Če želiš, lahko svojo figuro seveda tudi pobarvaš. Mi smo se odločili, da bomo naši skulpturi obraz naredili kar iz gline. Oblikovali smo velik nos in nosnici. Lesenemu možu smo naredili oči ter mu dodali še usta. Iz vrvice pa je nastala simpatična pričeska. Svojega lesenega moža smo nato pazljivo razdrli in se iz istih materialov odločili narediti še kaj drugega. Kuhalnica, ki smo si jo izposodili, pa je romala nazaj v kuhinjsko korito. Kuhinjski pribor iz lesa smo tokrat uporabili za izdelavo stopal in nog.
Pri tem smo si pomagali tudi z glino. Ker smo ugotovili, da bomo debelejši kos lesa težko pritrdili zgolj z vrvico, smo se odločili za to uporabiti žebljičke. Tukaj ti lahko pomagajo tvoji starši. A če se odločiš uporabljati žeblje in kladivo, pazi le, da za ustvarjanje izbereš tiste koščke lesa, ki jih doma ne potrebujete več. Žlica žebljički pač ni najbolj uporabna stvar v naših kuhinjah. Našemu lesenemu dolgonožcu smo glavo naredili kar iz lesene vilice. Iz enakih vilic pa smo ustvarili tudi ročice. Pri tem smo si znova pomagali žebljički in kladivom. Roke našega lesenega gospoda se bodo zato lahko tudi premikale. Fotografije svojih lesenih gospa in gospodov nam pošlji na elektronski naslov pedagoška.mestna@mgml.si.